Danes je zame posebno, lahko rečem, tudi vesel dan. Pred dobrim letom nazaj, ko sem pred člani parlamenta se zagovarjal oziroma razlagal, kaj mislim početi v ministrstvu, je bila tudi tretja razvojna os kot eno zelo pomembnih vprašanj in takrat še ne dovolj informiran in izkušen sem korajžno povedal, da bomo to zelo hitro opravili, ne? In mislim, da eno leto je razmeroma hitro, če tudi to ni delo enega leta, ni delo pod mojim ministrovanjem, je delo mojih kolegov, ki so več let na tem delali, pripravljali, se borili z raznimi dokumenti, z raznimi zahtevami, ki še vedno so na terenu prisotni in danes sem vesel, da je to delo nekako zaključeno v tej fazi, ki se reče javna razgrnitev. Današnja novinarska konferenca in predstavitev je se prav posvečena umeščanju tretje razvojne osi v prostor in tu gre za 4 državne prostorske načrte za posamezne objekte v tretji razvojni osi. Narejeni osnutki omogočajo naslednjo fazo, se reče javna razprava in ta javna razprava po javni razgrnitvi bo prinesla tudi pripombe in vse tiste mogoče do sedaj še neupoštevane razloge za popravila ali lahko rečemo, upam, fine tuning, mogoče pa tudi za kakšno bolj radikalno spremembo. Moram povedati, da sam prostorski načrt še ni odločitev o gradnji. To je ena izmed ključnih faz na poti do odločitve. Jasno, da odločitev potem pade na vladi po medresorskem usklajevanju. Tako da ne bi bile kakšne napačno razumljene zadeve okoli teh postopkov. Vemo, da s tretjo razvojno osjo želimo povezati kraje, ki so gospodarsko intenzivni, a mogoče nekoliko hendikepirani zaradi tega, ker nimajo ustrednih povezav. Vemo, da Slovenija je razpršena. Nekako pred časom sem bil, sem malo preveril, koliko prebivalcev kje stanuje, ne? In sem bil malo presenečen, ker si se predstavljal, da je res taka številka. V 10 največjih centrih v Sloveniji živi samo 26% prebivalcev. Se pravi, rabimo prometne povezave za razvoj industrije in tudi za življenje prebivalcev. Tudi vemo, če ni prometnih povezav, tudi lastniki podjetij se sprašujejo, ali v tem okolju še lahko konkurenčno delujejo. Namreč, če ni transporta, je tudi cena njihova izdelka močno obremenjena s slabimi povezavami. Imamo predpise, ki jih je treba spoštovati, imamo zakone in zato po teh predpisih moramo določene procedure opraviti. Rešitve, katere bodo danes predstavljene, so iz področja nepolitičnega delovanja, se pravi z področja stroke. Tako da pri umeščanju v prostor skuša stroka biti kar se da politično neutralna in to mogoče zato rečem, da ne bi kakšni očitki daj padali, da smo pri strokovnem delu pod različnimi političnimi pritiski. Politični pritiski so lahko, a veste, od lokalne najbolj skupnosti do največjega vrha. Vse to lahko politični vpliv in mislim, da je prav tako, da se pri pripravljanju strokovnega dela politika umakne do trenutka, ko na mizo dobi nek strokovni izdelek, potem se pa lahko začnejo še neki drugi razlogi, drugi pogledi na to strokovno delo. Ko izdelujemo strokovne podlage, se lotimo analize relevantnih sestavin prostora in okolja, se pravi voda, narava, kulturna dediščina, kmetijska zemljišča, urbana struktura in še veliko tega. Potem se lotimo študije tehnične izvedljivosti
nekih predlaganih pa izvedljivih variant. Vi imate lahko veliko predlogov variant in vsi ti predlogi so tehnično izvedljivi. In zato je treba v neki fazi dela preučiti lastnosti teh tehnično izvedljivih predlogov. Na to pride na vrsto neki predlog ali predloga, ki sta bolj izvedljiva ali iz večjih kriterijev bolj zanimiva in se tukaj nekoliko bolj detaljno zadeva razdela. In tu sodijo tudi prometno-ekonomske analize in na kraju tudi okoljsko poročilo, ki je danes zelo pomembno. Namreč vemo, da smo v Naturi 2000, velik del teritorija, vemo, da se vsak dan zaostrujejo zahteve po ohranjanju okolja in tukaj je naše ministrstvo znotraj v konfliktu, če tako rečem, imamo direktorat za okolje, imamo direktorat za prostor, ne? In jaz mislim, da je tako prav, da sta v enem ministrstvu oba direktorata. Ker potem strokovni konflikti so in-house, ne? In ni treba potem preveč usklajevanj raznih ministrov pa vlade, da se neke bazične stvari rešujejo. In tukaj mogoče je pri nas največ dela, tu skrbi za ministra, da nekako te različne strokovne osnove združimo v eno. Tako kot pri drugih takih projektih, tudi tukaj je bilo upravljeno vrednotenje in medsebojna primerjava vseh spremljivih variant in zdaj tukaj skušamo danes vam predstaviti najbolj primerne, ugodne variante. Moram pa povedati, da naše ministrstvo pri tej zgodbi ni samo. Mi ves čas priprav dokumentov sodelujemo še z ministrstvi, kot je prometno ministrstvo, ministrstvo kmetijstvo, kulturno ministrstvo, tako da neke zadeve, katere bi lahko na koncu prišle kot problem, skušamo že v teku same zgodbe reševati in s tem tudi krajšati čas priprave dokumentov. Se pa zgodijo tudi take zadeve, namreč ta proces traja 2, 3, 4 leta, ne? V tem času se lahko spremenijo tako zakonske osnove, v nekih področjih, ki vplivajo na naše delo, lahko se tudi razmišljanja, tudi neka, lahko rečem, na evropskem prostoru pogledi na določene rešitve spremenijo in so to potem vplivi. Neka taka zgodba je, o kateri veliko slišite danes, tudi varovanje kmetijskih zemljišč, ali pa tudi okolja, ki je mogoče danes bolj v spredju, kot je bilo pred leti, ko smo začeli to delo. Tako da neke zadeve potem tudi potem vplivajo na to. Kakorkoli že, jaz mislim, da smo prišli do neke faze, ko lahko začnemo skozi javno razpravo zadevo peljati k koncu in izredno vesel sem, da se jutri začne javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za odsek A2 pri Novem mestu, do priključka Maline v Beli krajini in 10. marca javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta med odsekom Velenje do Slovenj Gradca. Želimo si v zelo kratkem času potem odprt še preostala dva odseka in sicer javno razgrnitev odseka med Šentrupertom in Velenjem in med Slovenj Gradcem in Dravogradom. Pri teh so mogoče še kakšne malenkosti, ki jih je treba dodelati, vendar mislim, da bomo tudi to zadevo uspešno prebrodili. In mislim, da ta razgrnitev prvih dveh bo neke vrste spodbuda tudi lažjemu razumevanju tudi javnosti po potrebnosti ostalih teh. Kot pravim, zdaj bi zaključil s tem se zahvalim vsem tistem, ki ste vsa ta leta tvorno skrbeli in bedeli in tudi delali in bi predal besedo ministru Vrčiču. Hvala. Hvala, minister. Spoštovana poslanca, poslanka in poslanec in župana, spoštovani predstavniki medijev. Najprej
verjetno se spomnite debate v Državnem zboru, razvojne vsi da ali ne, prioriteta da ali ne. Torej, današnja tiskovna konferenca je namenjena temu tudi, da povemo, da imajo razvojne vsi v tej vladi absolutno prioriteto. In to, da prihajamo zdaj do razgrnitev, tudi kaže na to, da torej, ta prioriteta stopa svojo torej, pot z velikimi koraki, torej razgrnitev. Najbolj me pravzaprav veseli, da se približuje spet tisti del dela, ki bomo mi bolj vključeni, ker ta del dela, ki ga se zdaj upravlja, večinoma poteka na Ministrstvu za okolje in prostor, in ko bojo umestitve dokončane, potem pridemo spet bolj aktivno mi na vrsto Ministrstvo za promet. Nobena skrivnost danes ni, jaz večkrat povem, da je eno odgovorno vprašanje, ali je prvo infrastruktura, ali je prvo razvoj, da na to vprašanje ni tako težko odgovoriti, kot na vprašanje o kokošu in jajci. O kokoši in jajcu, kaj je bilo prej. Zagotovo je infrastruktura predpogoj za razvoj posameznih območij. To tudi kažejo torej, kazalci razvoja tistih delov Slovenije, ki so neposredno v prometnih infrastrukturah, in obratno, nasprotno kažejo kazalci v tistih delih Slovenije, ki so slabo povezani za prometno infrastrukturo, bodi si z drugimi središči ali pa z drugimi območji preko meje. Slovenija z zaključevanjem 5. in 10. koridorja zaključuje to, kar so evropske mreže. Sekundarne povezave, ki jih predstavljajo razvojne osi, pa omogočajo povezavo središč nacionalnega pomena tudi z torej, čezmejnimi regionalnimi središči v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Z vidika reševanja ožje prometne problematike, če ne gledamo na širši kontekst, kajti ko govorimo o razvojnih oseh, želimo povedati, da so to ne zgolj prometne povezave in iz tega vidika je treba potem tudi evaluacije vzeti v obzir. So v severnem delu v glavnem odprava ozkih grl, v srednjem delu izkoriščanje razvojnih potencialov, v južnem delu tudi povezava z torej, ostalimi deli Slovenije in pa seveda tudi povezava z sosednjo državo. Umeščanje v prostor je konfliktno. Umeščanje v prostor je konfliktno do te mere, da se pojavljajo številne civilne iniciative, ki povejo svoje mnenje, kar je pravilno, povejo svoje torej, stališče, kar je pravilno, bi pa želel, da se v teh mnenjih in stališčih ne pojavljajo napačni podatki, bi želel, da se ne operira z podatki, ki jih sploh še ni v javnosti, in bi želel predvsem, da smo drug do drugega pri tem fair. Namreč, poglejte, kar številni primeri se zdaj pojavljajo, ker jaz vem za nekatere podatke, ki jih še niti jaz ne poznam od civilnih iniciativ. Ali pa se pojavljajo tudi nekatera zavajanja, kot je recimo v PLDP. Bom povedal en primer, da boste vedeli, o čem govorim. Zadnji sem bil na enem srečanju v Velenju in je en predstavnik ene civilne iniciative povedal, da je popolnoma jasno, recimo, da je PLDP na Arjo vas bistveno višji od tistega, ki gre na Šentrupert, se je to zelo lahko prešteti. Jaz se pa ne spomnim, kdaj sem se nazadnje, ko sem se peljal iz Velenja proti Ljubljani, odločil, da bi se peljal čez Šentrupert, ampak sem se peljal običajno vedno na Arjo vas po obstoječi povezavi. Hoče reči, da takšni načini gledanja na stvari seveda ne bojo prinesli k razjasnitvi situacij. Jaz tudi pričakujem, da bojo v javnih razgrnitvah številne pripombe, tudi si jih želim, in na ta način bomo lahko torej, traso potegnili na tak način, da bo smiselna. In moja želja je, da te trase ne bi postale to, kar sem imenoval na Dolenjskem kraku, spomenik človeške neumnosti. Ker je trasa zaradi zahtev torej, raznoraznih akterjev v umeščanju v prostor postala tako draga, da je postala pravzaprav skoraj da nerazumno draga. Od nekdaj je ceste človeštvo gradilo po ravninah. Ne? Zdaj seveda zelo fajn je, če je le mogoče jo umakniti čim bolj proti hribu ali pa delati predore in tako naprej. Ampak seveda to bistveno draži. In pri tem bi rad pozval vse župane, rad bi pozval vse tiste, ki so v teh umeščenih akterjih, ki bodo dali pripombe, da smo pri tem razumni. Ker če bodo te trase predrage,
potem jih bomo težko sfinancirali kot država. Avtocestni program že zdaj zelo obremenjuje državni proračun. Res, da smo bistveno spremenili sistem, ampak dajmo biti pri teh umeščanjih prostor razumni. Zlasti velja ta poziv za severni del tretje razvojne osi. Na južnem delu imamo dosti lažje delo. Na južnem delu se zdi, da si ljudje tako želijo ceste, da so pripravljeni na številne kompromise in na številna soglasja na lažji način na severnem delu tretje razvojne osi. Jaz sem že malo potem, ko sem nastopil mandat, zbral župane, torej severnega dela tretje razvojne osi in predvsem pozval k temu, da naj najdemo rešitve, ki bojo sprejemljive in ki bojo ekonomsko tudi takšne, da jih bo država si jih lahko privoščila. Torej, ta poziv je namenjen predvsem temu, da dajmo biti pri teh umeščanjih razumni do te mere, da bo država te ceste sploh lahko zgradila. Hvala lepa. Zdaj pa prosim projektanta, najprej Dušana Obiska, na to še Andreja Jana, da predstavita osnutke državnih prostorskih načrtov. Hvala lepa. Začeli bomo z skrajno severnim odsekom med priključkom Slovenj Gradec-Jug in Dravogradom z obvoznicami. Ta državni prostorski načrt obsega poleg 4-pasovne državne ceste še 2 dvopasovni cesti, navezovalno cesto in pa obvoznico Dravograda. Tule vam bomo prikazali v enem kratkem filmičku in ga ob tem tudi malce pokomentirali. Torej, državni prostorski načrt, ki ga predstavljamo, obsega na tem odseku približno dobrih 17 km cest in začne se v skrajnem zahodnem robu Dravograda z tako imenovano navezovalno cesto, ki potem prečka sam Dravo pri elektrarni. Tukaj se navezuje, tukaj se na njo navezuje tudi obvoznica, ki gre potem po tej strani, v južni strani Dravograda proti vzhodu in se na koncu zopet z mostom preko Drave priključi na obstoječo glavno cesto. Sama navezovalna cesta se tukaj nadaljuje z predorom, kratkim predorom pod to planoto in potem prehaja v območje Otiškega vrha, te poslovne industrijske cone, kjer imamo potem v nadaljevanju tudi določene deviacije in pa priključek na samo 4-pasovno državno cesto. To je ta prvi izvennivojski priključek Otiški vrh. 4-pasovna cesta se začenja na meji občin Dravograd in Ravne na Koroškem in poteka torej najprej skozi to cono oziroma po njenem zahodnem robu, prečka tukaj le dolino oziroma najprej državno glavno cesto in se umakne na skrajni rob doline proti Mislinji, kjer smo se za to rešitvijo približali zahtevi iz predhodne faze, da se v največji možni meri umaknemo naselju Šentjanž pri Dravogradu. Potem trasa nadaljuje, da se to vidi, nadaljuje ob Mislinji, ponovno prečka to ozko dolino in gre na tako imenovani zahodni rob, kjer poteka po trasi nekdanje opuščene železniške proge. Tukaj imamo tudi dve oskrbni postaji pri Bukovski vasi in potem za razliko od predhodne študije variant cesta poteka v nadaljevanju ob Mislinji, ob robu doline, torej ob skrajnem desnem robu doline pod pobočjem Rahtela. Na tej strani je torej to pobočje, cesta je na tej strani nekako vkopana, deloma vkopana v to pobočje. V nadaljevanju ponovno cesta preide proti vzhodu. Tukaj tik pred Slovenj Gradcem je prvi slovenjgraški priključek Slovenj Gradec sever.
v sklopu katerega je predvidena tudi vzdrževalna baza. V nadaljevanju gre trasa v predor pod hrib Gradišče, to je približno 700 metrov dolg predor, in se potem vrne na južni strani na področju Legna, kjer je prehod preko te planote predviden tudi z enim kopom in deloma tudi z pokritim kopom. Cesta se približa južnemu robu Slovenj Gradca na tej strani, z viaduktom pridemo v to dolino in tukaj je potem umeščen ta drugi priključek Slovenj Gradec jug, na katerem je pravzaprav tudi konec tega odseka oziroma tega prostorskega načrta. To je kratek pogled na to traso, več je na teh načrtih, zdaj bo pa kolega Andrej nadaljeval z traso proti Velenju. Lep pozdrav še z moje strani. No, tukaj je konec tako imenovanega sklopa 3, kjer se umešča trasa od Dravograda do južnega dela Slovenj Gradca. Na tem priključku Slovenj Gradec jug se nekako začne drugi sklop, to je Slovenj Gradec jug Velenje. Tukaj vidimo, trasa poteka, lahko malo nazaj, poteka po južni strani tega območja Slovenj Gradca in prečka območje Homca, kjer je izredna krajina. To traso smo optimizirali tako, da smo v območju Homca izvedli nek pokriti vkop in pa nadaljevali traso, no, nekako mi noče tega prikazati lepo. To je tukaj. Tukaj vidimo ta pokriti vkop Homec, tole je obstoječa cesta Mislinja Slovenj Gradec in pa potem potek proti zahodu, proti naselju Podgorje. Tukaj vidimo tudi eno oskrbno postajo, to je počivališče tipa 1, kjer ni bencinskega servisa, je samo počivališče kot tako, in pa pri približevanju naselju Podgorje, kjer imamo priključek, ki je namenjen predvsem mislinski dobravi. Tukaj trasa poteka ob meandranem potoku rečici Jenina, tole je tukaj, in pa v nadaljevanju z viaduktom Vodriž to dolino prečka. Ob tem prehodu doline Jenine se trasa začne vzpenjati proti Graški gori, kjer je v bistvu prehod iz te mislinske dobrave proti Šaleški dolini s Šoštanjem in Velenjem. Tukaj smo videli ta viadukt Vodriž in potem predor Vodriž, prehod preko Graške gore, skupna dolžina predorov tukaj je okoli 2 km. V dolini Burčnice trasa pogleda na plano in se potem s predorom Graška gora previje proti območju občine Velenje. Tukaj vidimo izhod tega predora v dolini Velunje. Samo traso smo na tem območju precej optimizirali, napram tisti študije variant vidimo kar nekaj objektov. Predvsem gre za to, da smo traso umaknili iz same doline, kar je bila tudi ena od močnejših zahtev občine na tem delu. Še pogled nekako z druge strani. Tukaj izkoriščamo kar dobro stabilnost terena, kjer je trasa po smereh različno nivelirana, ta proti hribu je višja od tiste proti dolini. Tukaj se približujemo že območju občine Šoštanj s priključkom Gavrke, ob naselju Gavrke. Tukaj vidimo to naselje, nekak severni del občine Šoštanj in pa priključek, ki nekak po severnem delu navezuje mesto Šoštanj na to tretjo razvojno os in pa naprej proti Koroški. Tukaj smo se že zapeljali mimo naselja Škale in se približujemo nekako pridobivalnemu območju rudnika Velenje. To je tukaj noter, bomo videli potem še mogoče z drugega
zornega kota. Nekako smo se s traso po vzhodni strani izognili temu območju, to je na tem delu, in pa ohranjali trajne nasade, rekreacijske površine občine Velenje, ki so kot vitalnega dela te občine. Tukaj le vidimo priključek Škale, ki to tretjo razvojno os, štiripasovno cesto, navezuje staro cesto proti vzhodu, staro cesto Velenje-Mislinja. Na tej cesti dvopasovna je tudi en predor dolžine skoraj 500 metrov. Je pa ključnega pomena za samo občino Velenje, ker s to traso nekako vzpostavljamo nek notranji obroč. Tukaj je trasa ob športnem centru, južno od Škalskega jezera prehaja v pokriti vkop. Tukaj vidimo obstoječe ureditve. V času gradnje bo to pač treba odpreti, ni pa nikakršnih objektov na tem, da bi bilo potrebno bistvenih rušitev. Nad pokritim vkopom, ki poteka tukaj pod tole cesto, ki jo vidimo lokalno cesto, pa ohranjamo nekako območje pozidave in pa možnost razvoja same občine Velenje. Na južnem delu tega pokritega vkopa imamo tudi organizirano neko bolj komplicirano križišče, krožišče, ki povezuje občinska trgovska središča, tukaj naprej gor proti rekreacijske cone, somestje Šoštanj Velenje z samo tretjo osjo. Vidimo, tukaj so kraki priključka na priključek Velenje jug, ki nekako pobira te glavne elemente, glavne prometne tokove v območju Velenja. Tole je Partizanska cesta, tole je območje Pesje, desno je Šoštanj, levo je Velenje in to je kar precej obvenjena cesta. Tukaj je gospodarska cona, trgovska središča in mislim, da smo s to rešitvijo kar pobrali tiste prave prometne obremenitve. Tukaj je mogoče še nekaj osnovnih podatkov. Slovenj-Gradec jug, priključek Velenje, navezovalna cesta, ki sem jo prej omenil, 1850 metrov, 5 izvennivojskih priključkov, nekaj deviacij, kar precej lokalnih in dostopnih cest in pa vse ureditve, ki so povezane s prestavitvijo in zaščito objektov, mreži, naprav gospodarske javne infrastrukture. Na trasi je predvidenih 8 podvozov, prepustov, 4 nadvozi, 5 mostov, 15 viaduktov, nekaj predorov, opornih in podpornih zidov, teh je zaradi pobočne trase, tam v dolini Velunje, kar nekaj. No, in tukaj je začetek potem odseka od Velenja proti Šentrupertu, nekaj osnovnih podatkov. Vsi ti odseki so zvezni, tako da se rešitve po posameznih teh DPR-jih in uredbah, ki bodo temu sledile, prekrivajo in so identične. Tukaj že vidimo prehod iz Velenja preko območja Gore Oljke na jug. To je tisto območje, kjer je bilo pač potrebno neke višinske razlike premostiti, če smo želeli to Koroško regijo na obstoječi cesti zadržati živo, tako rekoč. Tukaj poteka trasa mimo pokopališča v Velenju, se umikamo v hrib, tukaj so predvideni podporni ukrepi in potem se vije z nekim zmernim naklonom 3% proti sistemu 3 predorov. Tukaj vidimo še nekaj malega objektov in pa potem 3 predori skupne dolžine manj kot 2000 metrov, prvi, drugi in tretji. Med temi cesta na kratko, bom rekel, pogleda na plano. Z tega razloga so ti predori bolj enostavni in pa vozniku bolj prijazni. Tukaj je pa prehod iz tega sistema predorov proti dolini Hudega potoka, tukaj vidimo to dolino Hudega potoka in pa pobočni potek po območju Gore Oljke, tukaj vidimo obstoječe ceste, kako je to zvito in strmo. No, ta pobočni potek poteka nad naselji
in nekako predstavlja kar precejšen umik trase iz prvotne, tiste predvidene po dolini in pa naprej po območju Braslovškega polja. Tukaj padamo s traso proti priključku Podgora, kjer je organizirana tudi ta dostopna cesta do Letuša, ki bo precej izboljšala same razmere v kraju Letuš. Vemo, tam je kar precej ozko. No, ob samem priključku Podgora je predviden tudi oskrbni center, tokrat takega tipa, da ima tudi bencinski servis, in sicer višje gori, to je ta na severu, pa bolj proti severu, je namenjen za smer proti Ljubljani, nekoliko niže dol, ob železnici, tukaj bomo videli, pa je namenjen za obratno smer proti Velenju. Sama trasa tretje razvojne vsi izkorišča koridor železnice in pa obstoječe državne ceste in pa upošteva pač moč Savinje in njeno poplavnost. Na tem delu je predviden zadrževalnik oziroma neko razlivalno polje Savinje. No, mi s to cesto se ne dotikamo železnice, ostaja na svojem mestu in ni potrebnih ukrepov. Je pa res, da jo tukaj le z daljšim viaduktom prečkamo, hkrati pa s tem viaduktom, ki je dolg nekako 800 metrov, prečkamo tudi to polje razlivanja Savinje in pa samo Savinje. No, s tem viaduktom pridemo na Braslovško polje. Trasa se tukaj kar hitro ukoplje pod nivo današnjih polj. Predvsem tukaj skušamo zagotoviti čim boljšo veduto krajanom in pa zaščito pred vplivi te ceste. Pri tem dotiku z Braslovškim poljem je predviden tudi priključek Parižlje, ki nekako navezuje z tega južnega dela občino Braslovče in pa naprej proti Mozirju. Tukaj smo pa traso, kar se je dalo blizu, potegnili ob naseljih. Vidimo, tukaj ostaja relativno malo tega neizkoriščenega prostora. V sami trasi je bilo predvidenih kar nekaj deviacij poljskih dostopnih poti in pa tukaj vidimo eno prečkanje obstoječe državne ceste Šentrupert-Mozirje z pokritim okopom, ki ima nekako več namenov. Predvsem prvi je ta, da prečka obstoječo cesto, ker jo prečka pod precej ostrim kotom, je objekt, ki bi lahko bil tukaj precej kompliciran. Po drugi strani nekako ta pokriti okop prekinja samo to hitro cesto in pa pogled na njo, tako da ohranja nekaj tistega pogleda proti naravi. Hkrati pa omogoča tudi, ker ne bo ograjen, ograja hitre ceste, se pač tukaj zaključi prehod raznoraznim živalim, predvsem gre tukaj za divjad. Tukaj se približujemo priključku Šentrupert, tukaj ga vidimo, zanimiva zadeva. Verjetno jih niste videli veliko takih. Gre za to, da smo skušali tukaj v eni točki, kar se da varno, to je najbolj varno, kar je možno, navezati tako državno cesto v smislu razcepa, to so te večji elementi, tukaj jih vidimo, kot tudi lokalno mrežo, ker tukaj priključek obstoječi v Šentrupertu ukinjamo, tukaj obstoječe rampe se ukinjajo, lokalno mrežo na sistem obeh državnih cest, tako na to proti severu kot avtocesto A1. Ta priključek je bil plod nekega sodelovanja z, bom rekel, ustanovljeno komisijo za varnost na Darsu, ki je tako prometno kot varnostno preverjala različice tega priključka. Ne povem, da jih je bilo osnovnih različic vsaj 13, potem pa še nekje 10 teh. Tako da smo res po obliki sicer inovativni, ampak mislim, da po varnosti pa nekako v tistem
vrhu pač zagotavljanja. Tukaj pa še navezava naprej na jugu dol proti občinam Prebold in pa po stari cesti proti Slovengradcu. Ne omenim, občina Braslovče na tem polju, južnem delu, namerava in ima že v aktih izvesti poslovno cono Trnava, kar je bil tudi neki impuls za dodatno energijo pri urejanju tega priključka. Če omenjam trasa nekako dolžine 15.700 metrov z povezovalno cesto proti Letušu, priključki, precej deviacij lokalnih dostopnih cest, precej regulacij, tako v Hudem potoku, kot tudi višje gori pri Verižu, pri Velenju in pa vse ustrezne ureditve komunalnih vodov. Tukaj je tega kar veliko. Na sami trasi je izvedenih 9 viaduktov, 3 predori, omenjali smo pokriti vkop, videli smo ga pri Topovljah, nekoliko severno tega priključka. Most čez Pako pri priključku Velenje, nadvozi in podvozi ter uporni in podporni zidovi v območju gore Oljke. Zdaj, tako je naneslo, da sem projektant hkrati za severni odsek in pa tudi za južni del od Novega mesta do Malin. Na tem delu je naročnik Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. Naj povem, da trasa tukaj je sicer obešena. Naj povem, da smo za samo traso te tretje razvojne osi od Novega mesta do Malin precej optimizirali potek. V osnovi je bila trasa nekako predvidena kot dvopasovna z nekimi različnimi priključevanji na avtocesto, kar se je kasneje izkazalo za manj varno in pa za prometno manj učinkovito. Zato v tem primeru govorimo o 4-pasovni cesti, podobnega ranga, kot je bila na severu, kot smo gledali na severu, tudi na tem delu od Novega mesta do Malin. Sama trasa se na avtocesto priključi ali pa iz avtoceste odcepi pri priključku Novo mesto vzhod in pri Mačkovcu preureja obstoječe krožišče, upošteva vse bodoče pozidave in poslovne cone. Na tem delu vidimo se že gradi, tukaj v srednjem delu so predvidene v aktih. Prve aktivnosti z gradnjo so se na tem delu že tudi začele. Tako da imamo s tem priključkom Mačkovc zopet povezano, tako kot v priključku Šentrupert, tako obstoječo lokalno mrežo na obe državni cesti v vse smeri, kot tudi obratno državne ceste na lokalno mrežo. V nadaljevanju po poslovni coni Mačkovc, tako jo imenujemo, trasa prečka z viaduktom reko Krko in se približuje, tukaj da smo optimizirali, osnovna trasa potekala nekoliko bolj po potoku in se približuje območju Cikava, kjer je predviden priključek Cikava. Tudi tukaj se razvija neka poslovna cona, neka dejavnost, začetek zametki so že, plani, akti so že predvideni tudi v nadaljevanju te ceste, da tukaj dostop proti severo-vzhodnemu delu Novega mesta. Tukaj le prečkamo tole poslovno cono z priključkom proti Revozu in pa z navezavo proti poslovnim objektom Krke, Revoza in tako naprej v srednjem delu Novega mesta. Tukaj se približujemo območju težke vode, ki ga prečimo z daljšim viaduktom, hkrati se pa tudi približujemo območju vzpona trase proti Gorjancem. Vemo, da Gorjanci so nek masiv, ki imajo relativno blag naklon v obe smeri, tako na severni, če je to severna stran, kot na južni. To je približno 5% in smo s to traso nekako ta 5% sklon ujeli. No, tukaj pa vidimo še priključek zahodne obvozne ceste mimo Novega mesta, žal takole nimam prikazane.
Gre pa za obvozno cesto dolžine 10 km, ki ima izvennivojske priključke in je predvidena v tem aktu kot dvopasovna. Še enkrat, tukaj le vidimo priključevanje, ki omogoča dostop z lokalne mreže. Tukaj le spodaj vidimo Belokranjska cesta, to je stara cesta, ki poteka preko Vahte proti Beli krajini. Dostop tako na to zahodno obvoznico, kot tudi po teh krakih na to 4-pasovno tretjo razvojno os. Tukaj le vidimo krožišče, izvennivojsko, 3 podvozi in pa objekt Petelinc, ki prečka viadukt Petelinc. No, tukaj le se uspenjamo s traso proti Gorjancem, ki jo bomo kasneje prečkali s predorom. Ta trasa večkrat prečka to obstoječo Belokranjsko cesto, vidimo nekako poteka ob njej z viadukti, jo tudi prehaja, to je ta Belokranjska cesta. Tukaj le ob Vinji vasi, no tukaj le je zanimiv se je zapeljal že mimo, en pokriti vkop, s katerim ohranjamo izredno krajino pri Vinji vasi. Tukaj le je nekaj izredno lepih starih kozovcev, lepo vzdrževanih in smo celotno veduto ohranjali s pokritim kopom. Sicer bi bilo pa tukaj le en tak grd vsek, ki bi nekako traso ne približal. Tukaj le vidimo del priključka Gorjanci na južni strani predora Gorjanci in pa vstop proti predoru Gorjanci, ki je dolžine dobrih 2 km. Z osnovne študije variant smo to kar za tretjino zmanjšali, tako da je tukaj optimizacija po mojem mnenju precej dobro uspela. Tukaj vidimo pa izredno krajino Maline, zakrasela krajina in pa izhod iz predora s priključkom Maline in pa deviacijo obstoječe ceste, nekaj se jo popravlja, nekaj se jo rekonstruira, nekaj ostane proti Jugorju, ki je nekako navezava tega sklopa proti Metliki. V nadaljevanju vidimo tukaj, da se zadeva zaključi. Je potem predviden še nekaj časa podoben profil, ni pa še detaljnih rešitev glede same ceste. Tukaj so osnovni podatki. Sama 4-pasovna cesta dolžine blizu 18 km, zahodna obvoznica z izvennivojskimi križanji 6 je priključkov 10 km, povezovalne ceste, ki sem jih prej relativno na hitro omenjal, 1 km in ta proti Jugorju 2,5. Imamo deponije viškov materialov, 7 izvennivojskih priključkov na tej državni 4-pasovni cesti in 6 na zahodni obvozni cesti, kar precej deviacij lokalnih in dostopnih poti, ter še enkrat več ureditve, ki so pač potrebne za infrastrukturne objekte, prestavitve, prilagoditve in tako naprej. Mislim, da je to v kratkem neka taka predstavitev tega severnega in južnega dela. Bi pa poudaril še eno stvar. Moja predhodnika sta omenjala tudi srednji del tretje razvojne osi. Na tem srednjem delu tretje razvojne osi se sama tretja os še preučuje. Imamo pa tukaj le, bom rekel, dobro novico. Zelo pomemben del, tudi mislim, da te tretje razvojne osi na območju od Hrastnika do Zidanega mostu je tako rekoč tudi pripravljen za javno razgrnitev. Naj še omenim, ta južni del od Malin do od Novega mesta do Malin se začne razgrnitev jutri in bo zdaj v naslednjem mesecu pač tudi večkrat predstavljeno v lokalnih območjih. Tukaj gre pa za traso Hrastnik-Zidan most, ki odpravlja to pomanjkljivost tega osrednjega dela cestne povezave, kjer trasa poteka tako rekoč semaforjem enosmerno, izmenično in je izredno moteča za gospodarski razvoj. Trasa sama poteka po levem bregu Save in pa na desni strani proge, če gledamo v smeri proti Radečam.
vsa izvennivojska, vsa križanja z železnico, ki so prej na obstoječi cesti bila, so tukaj odstranjena in so izvedena izvennivojska križanja. Sama trasa pa v začetnem delu preide Savo iz desnega na levi breg, potem poteka po levem bregu ob železnici, tale siva proga železnica. Tukaj vidimo, kakšne razmere so v tem območju. Na tej trasi je potrebnih kar več kot 6 km, čeprav je dolga 10 km zidov. No, tukaj na tem delu pa preidemo z levega brega na desni breg pod zaščiteno kmetijo. To je ena redkih kmetij, ki ima vsaj nekaj obdelovalne zemlje na ravnini. Tukaj pa trasa preide še z desnega brega Save na levi breg in se priključi na obstoječo cesto Radeče, oziroma Rimske Toplice Radeče, ki jo pa prav tako rekonstruiramo. Zidani most je do danes in še danes ima 3 mostove, v bodoče jih bo imel tukaj v bližini še 2 in pa malo zahodno še enega. Ta obstoječa cesta se nekako danes je takole. Obstoječ cestni objekt bo namenjen kolesarjem in pešcem. Predvidene so tudi ustrezne navezave na stari del proti železniški postaji in pa proti Majlandu. In mislim, da smo kar v redu ujeli bistvo teh rekonstrukcij. Mislim, da je dobra predstavitev te ceste, tako si lahko vsakdo predstavlja, kako bo v Sloveniji potekala tretja razvojna os. Sedaj pa čas za vprašanja in razen sogovornikov, ministrov in projektantov, mislim, da bodo na vaše vprašanja lahko odgovorili tudi drugi predstavniki Ministrstva za okolje, Direktorata za prostor, Ministrstva za promet, pa tudi DARS-a. Med nami pa pozdravljam tudi 2 župana, županjo Metlike, Renato Drumskorej in tudi župana Slovengradca, Matjaža Zanoškarja, ki prav tako lahko odgovorite na kakšno vaše vprašanje, tako prosim, ker na dan z njimi. Zgleda, da ste tako lepo predstavili lepo. Hvala lepa. Jaz bi se kot predstavnica oziroma tudi kot poslanka Državnega zbora iz območja jugovzhodne Slovenije zahvalila obema ministroma za predstavitev in seveda vsem strokovnjakom, ki ste leta in leta že delali na tem pomembnem projektu tretje razvojne osi. Naj povem, da glede na to, da 3. torej 3. marec jutri je veliki dan D za naše območje, kjer bo prišlo do javne obravnave, javne predstavitve in v petek se prav veselim predstavitve, ki je organizirana v Totcu za ta južni del, tako Gospodarska zbornica Dolenjske Bele krajine, kot tudi Društvo za ceste. Mogoče naj povem tudi kot članica odbora za promet in za finance Državnega zbora, da če smo že, ker je bilo zadnje leta sedaj v tem mandatu, ker sem poslanka, kar nekaj pestrih razprav, tudi sama sem razpravljala, zadnji pri avtocestnem križu, torej z Dolenjskim krakom, sicer vidim, da je še večkrat tudi kakšna debata o tem, vendar res mislim, da tukaj gre zahvala Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste in DARS-u, torej Družbi za avtoceste, da se je končno avtocestni križ dokončal, saj če govorimo o paradnih konjih slovenskega gospodarstva in nikoli ne pozabimo omeniti ravno 2 veliki podjetji jugovzhodne Slovenije, torej Krko in Revoz, in v povezavi s to predstavitvijo, ki bo v petek na Otocu, želim poudariti, da tukaj je bil poseben posluh tudi včeraj po noči na seji odbora za finance, oziroma danes je bila ta seja še se dokončala pri zamudih, pri plačilih in plačilni nedisciplini, ki smo jo obravnavali na odboru za finance, je bila razprava tudi o tem, ali prisluhne politika gospodarstvu. In jaz bi tukaj res želela, spoštovana gospoda ministra, z vsemi sodelavci in projektanti, zahvaliti temu, da tukaj gre za posluh gospodarstvu in nam, lokalnim skupnostim. In moja želja je tudi za v bodoče je, tudi v povezavi z navedbami obeh ministrov, dr. Vlačič se je tudi v bistvu navezal na širšo, gre za navezavo na panevropski koridor.
katerega skozi Slovenijo peljemo, torej proti jugu Evrope. In če ravno kot županja Metlike ob šengenski meji omenim, ker me sosednje občine oziroma tudi ministri iz sosedne Hrvaške nas povabijo kot aktualne župane na meji, da je zanimivost ta, da bo praktično avtocesta Zagreb-Reka-Split bo imela v roku parih mesecev že narejen navezovalni krak na mednarodni mejni prehod Metlika in na drugi strani Vinica. To je poleg Obrežja v bistvu v tem delu Slovenije izredno pomembno in torej gre za širši moment tretje razvojne osi, ne samo lokalnih skupnosti. Ker pa nas v danem trenutku gospodarske krize skrbi razvoj, kot sta oba ministra poudarila pri svojih, bi se res tukaj še navezala na to, da če čim prej speljemo vse to, zato me veseli jutri ta prva javna obravnava, da čim prej pridemo do izvedbe, do gradnje, ker potem bodo tudi na lokalnem nivoju imela podjetja od najmanjših do največjih, o tem je bila ponoči na odboru za finance tudi razprava, delo. In mislim, da je to izrednega pomena ob visoki stopnji brezposelnosti in težavam v gradbenih podjetij in tudi ostalih podjetjih. Zatorej iskrena hvala za to z željo, kar se pa zavedam sama kot županja občine Metlika oziroma torej kot predstavnica lokalne skupnosti. Tukaj je šlo za povezavo od politike na najnižjem lokalnem nivoju do najvišjega nivoja, vendar v veliki povezavi za gospodarstvom. Menim in obrtjo in podjetništvom in menim, da je pa tudi v povezavi s skladnim regionalnim razvojem. Na plenarnem zasedanju v ponedeljek imamo ravno razpravo zakona o skladnem regionalnem razvoju in to, kar je bilo danes izrečeno, ne samo velika mesta v Sloveniji, torej tudi mi, kot kdo rad izreče, na ruralnih območjih smo pomemben akter in tudi mi prebivalci, ki živimo v vaseh, smo verjetno pomembni pri razvoju. Zatorej hvala za to gesto v tej smeri, ne samo gesto, ampak za ta velik korak, velike korake, ki so narejeni. Torej gre za sodelovanje in posluh politike gospodarstvu, ne samo politike zaradi politike, ampak skupnega tvornega sodelovanja. In jaz sem prepričana, da če čim prej pridemo do sprejema, da bo to tisto. Se pa zavedam kot predstavnica lokalne skupnosti, ker mislim, da sta oba ministra sicer prijazno nas predstavnike lokalnih skupnosti opozorila na to, da se tvorno vključimo pri raznih morebitnih iniciativah, pri kompromisnem reševanju težav v primeru, da bodo pri še konkretnem umeščanju in odkupih zemljišč. Želim si, da bi pri tem bili uspešni in da bi ne tako kot pri Dolenjskem kraku, da je več 10 let toliko in toliko ljudi izgubilo življenje, temveč da bomo čim prej prišli do realizacije tega. Hvala vam. Občine od Krako Novo mesto Marine v Beli krajini bodo začele razgraditev jutri. 10. pa začnete v Slovenj Gradcu. Ja. Lahko se. Hvala, spoštovana gospoda ministra, kolegi, vsi predstavniki medijev. A veste, silno vesel sem tega trenutka, da iz projekta tretje razvojne os prihajamo iz de jure v de facto. To je zanesljivo en resnih korakov na tem projektu in pogledajte, prihajam z Koroške. Koroška je edina regija, ki ni povezana z nobeno avtocesto. Koroška regija se pravzaprav spogleduje bolj z Avstrijo, ker imamo hitrejšo pot do Evrope kot pa z centrom Ljubljano in obljube so bile dane večkrat, vendar tako do takega konkretnega koraka, do konkretne poteze ni prišlo. Jaz sem ciljno vesel, jaz se zahvaljujem vsem tvornikom, vsi, ki ste sodelovali v tem. Prepričan sem, da v tem trenutku si država verjetno pomaga s hitrejšim izhodom iz krize, tudi s tem, da bo odpirala nove investicije, odpirala nova delovna mesta, to zanesljivo je. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti to, da manj razvite regije, kot so Koroška, bojo s tem dobile nov zagon in novo priložnost za hitrejši in vsestranski in skladen razvoj z vsemi ostalimi regijami. Torej, želim, da bi ta javna obravnava tekla konstruktivno. Jaz sem pripričan, da na Koroškem bojo imeli razpravljalci vsi pred očmi to, da je nujno potrebna hitra cesta za naš obstoj, za naš razvoj in da bo teh pripomb čim manj oziroma če bojo konstruktivne take, ki se bodo lahko rekle. Hvala lepa obema ministrstva, hvala lepa strokovnim službam, hvala lepa načrtovalcem in vsem vam pa gremo tako naprej. Hvala. Hvala lepa.
Se upravičujem. Samo še eno zadevo bi poudarila. Jaz upam, da se najde tudi zagotovi denar, torej upam, da bo tudi denar za to, da bomo lahko resnično čim hitreje pričeli z delom. Nadvse pomembno. Lepo pozdravljeni, spoštovana ministra, poslanka, poslanec. Prihajam iz Novega mesta, pozdravljam vas v imenu mestne občine in pa župana, ki žal danes ni mogel priti. Bi se pa samo navezal in dodal, gospa Brunskoletova, se pravi naša sosedna županja, je v bistvu že vse povedala, pa vendarle bi povedal tudi glas Novega mesta, namreč v Novem mestu ta projekt pričakujemo z izredno velikim zanimanjem in z velikimi pričakovanji. Namreč menimo, da je ta projekt za Novo mesto ključni projekt. Ključni projekt v bistvu in da je samo projekt avtoceste bil večji projekt, kot je ta po potrebah, ki jih Novo mesto ima. Kar se tiče Novega mesta, je za njega pomemben obroč, se pravi obroč okoli Novega mesta, ki s tretjo razvojno osjo v Novo mesto prihaja. Ravno tako kot je za Belo krajino pomemben preboj iz Slovenije čez Gorjance, se pravi iz Dolenjske v Belo krajino in potem tudi naprej proti Jadranu. Novo mesto je, kot verjetno sami veste, oziroma Dolenjska, gospodarsko zelo razvito področje, razvita regija, tretja nekje v Sloveniji in zato ta projekt pričakujemo in upravičeno menimo, da Dolenjski to tudi pripada. Pozdravljamo vsa do sedaj izvedene aktivnosti in tudi projektante, ki so umestitev trase naredili zelo lucidno in menimo, da sprejemljivo. V Novomeški občini pa smo tudi že naredili prve korake, tako da smo projekt že predhodno, pred javno razgrnitvijo predstavili vodstvom vseh krajevnih skupnosti, po katerih pripada. Naredili smo tudi že tiskovno konferenco v izogib predhodnim korakom civilne iniciative, ki se je začela porajati, tako da skratka smo pripravljeni, da pomagamo in naredimo vse, kar je potrebno, da projekt steče. Hvala. Hvala lepa, imate še kakšno vprašanje? Če ni, se vse skupaj lepo zahvaljujem in želim, da bi cesta čim prej bila narejena. Hvala lepa.